Profesor Stanovnik je pripravila izvleček in me prosila, da ga preberem. Zato bom torej to njeno razpravo v skrajšani obliki zdaj tudi prebral. Torej, Judje v prekmurski literaturi na primeru Jožefa Smeja in Miška Krajnca. Čeprav je resnici na ljubo motivika judovstva v literaturi Miška Krajnca in Jožefa Smeja bolj ali manj na robu, omogoča tukajšnja obravnava večplastni, celo kronološki vpogled nanj na tistem koščku slovenske zemlje, ki je nekaj kratkih let pripadala davni Metodovi škofiji in neznani avtor posledice njenega razpada primerja z davno usodo izvoljenega ljudstva. Miško Kranjec 1908-1983 in Jožef Smej 1922-2020 sta še imela priložnost, da sta se z njimi srečavala v živo in to svojo izkušnjo prenesla v svoje ustvarjanje. Prispevek se želi osredotočiti na primerjalno analizo Židov oziroma Judov v romanih dveh kardinalnih, uglednih, vsak s svoje strani protežiranih osebnosti prekmurske literature. Kaj je v literaturi ločuje in morda povezuje? Že v poimenovanju oseb, ki so predmet tukajšnje obravnave, se razhajata. Prvi govori o Židih, z nikoli zares predelano bolečino zaradi družbene prikrajšanosti v otroštvo, drugi o Judih, Izraelitih po prekmursko, z dialoško držo, ki daleč prehiteva teološki nauk iz dogajalnega časa v njihovih romanih. Najprej na teološki ravni. Analiza, najprej na teološki ravni. Smej velikodušno in ponižno daje besedo Judu, da ta katoliškemu bogoslovcu razloži, čemu je zadržan do Jezusa. Njegova slepa hči pa pije iz evangelija. Oba, Kranjec in Smej, spoštljivost do Biblije izkažeta tako, da zadržke do nje v njuni literaturi izrekajo otroci. Njim pač ni mogoče zameriti neumestnih vprašanj, na katera niti modri in učeni ne morejo odgovoriti. Škof Smej, vsestranski poznavalec še posebej prevodov Biblije v prekmurske knjižne različice, si to hudomušno privošči ob nekaterih odlomkih, s katerimi bistri dijak Franc Kodila spravlja v zadrego svoje učitelje. Citat. Kako to, da kače, se pravi strupene kače, v tistih 40 dneh v ladji niso pičile Nojeta in njegovih? Kdo je v ladji dajal živalim, kot so ovce, hrano? Kako to, da volk, ves sestradan, ni požrl jagnjet? Ali je Noje vzel za vse svoje, za 8 ljudi, dovolj hrane za 40 dni in noči? Konec citata. Začetek citata. 12-letni Jezus se je v Jeruzalemu ob vuzenskih svetkih izgubil. 3 dni ga sveti Jožef in Marija iščeta. Kje je prenočil 2 dni? Pri sorodnikih in znancih ga nista našla. Konec citata. Začetek citata. Od rojstva slepemu Jezus pomaže z blatom oči in mu reče, naj gre in se umije v Siloji. Šel je torej in se umil in ko se je vrnil, je videl. Moje vprašanje je, kako je mogel tako in tako slep, povrh še z blatom pomazanimi očmi, iti sam tako daleč do Siloje, kajti šele ko se je v Siloji umil, je spregledal. Konec citata. Kranjec kot avtor, ki se je od določenega obdobja naprej odločil gojiti zamero do krščanstva iz antireligioznih in ne antisemitskih razlogov, v svoji literaturi ironično obravnava vse, kar izhaja iz judovskega kulturnega kroga, katerega temelj je Biblija. Za to ob njej pikra pripomba, citat. Biblija za šolsko porabo vsaj na prvi pogled ni mogla biti nevarna za naše duhovno življenje, celo da bi nam širila obzorje. Mikavno je pred nami odgrinjala davnino vse od same ustvaritve sveta. Konec citata. Kranjec daje vedeti, da je bilo domače branje šolske Biblije popolnoma laično, med drugim najbrž najbolj namenjeno hitremu usvajanju madžarščine. Citat. Iz židovske Biblije nam za šolo prirejenje smo si izluščili čudovite zgodbe in se prerekali za stran njih, za nas je bila to ena sama bajna povest. Konec citata. Kranjec. V avtobiografskem romanu obuja avtor spomine na njeno družinsko branje, s čimer se zdi, sta iznajdljiva starša pri otrocih preganjala njihovo lakoto. Dobro je, da pisatelj prevzame nase odgovornost za ironično interpretacijo njenih posameznih odlomkov. Že prve strani izvajajo pristrašne starejšem bratu Lojzu resne pripombe, ki jih mati in oče nista kos, zato se znajdeta drugače. Citat.
Ko boš velik, boš lahko bral tudi Biblijo. Zdaj si preneumen za njo. Konec citata, Kranjc. Po vznemirjenju se branja nadaljuje in Loj še zmeraj vse zgodbe predstavlja v njihovo lastno okolje. Miško pa znova in znova pokvari idilično ozračje z vprašanji, ali imajo v raju pogače. Otrok je pač lačen. Citat. Ko je ljubi Bog ustvarjal ribe, močvirje in ptice na drevje po tem močvirju, je najbrž pozabil, da ptice po zimi ne gnezdijo in da otroci po zimi ne morejo bosi za ribami v vode. Konec citata. Kranjec tu hkrati izrabi priložnost za kritiko, za brezbrižnost do domače preteklosti. Citat. Beremo, uživljamo tujo domovino, ko je naša bližnja, še bolj davna, zavita v popolno temo. Sivino, brez junakov in brez svetnikov, celo brez razbojnikov. Zgodovina, kakšna le, ki se po njej podijo zamirajoči brezglavci in kjer je le še smrt hodi s koso okrog, joka po noči čez ravnino, še vedno pobira revne otroke. Konec citata. Medtem ko je vsaj njemu okrepila bujno domišljijo, je po njegovem pripadnika Abrahamovega rodu utesnjevala. Citat. Žid Rajh pa iz Biblije ni znal napraviti nič drugega kot to, kar je zanje v resnici bila. Zgodovinska, zakonik, ker ne smeš ničesar spremeniti. Biblijo v hebrejščini je spravil v omaro, knjigo modrosti, zgodovino je spremenil v mrtvo knjigo, poznal vse modrosti z nje, toda jih je spreminjal v katekizem, v pravila življenja, v visoko ograjo, ki ne vidiš čez njo. Konec citata. Kranjec mnogoplastnost njegovega sporočila že naprej odklanja, prav kakor z njo na življenje in smrt povezan življenjski stil pri naslednikih tistega rodu, med katerim je nastala. To sam celo eksplicitno priznava. Citat. Vedno me bo mikala ta boleča zgodba in vendar se bom vedno izmaknil in najbrž tudi zaselej izmaknil. Nekoč zato, ker nisem vsega do kraja doumel, kasneje pa, ker sem preveč doumel, ker me bo motila njihova izvoljenost, izbranost po Bogu in zgodovini, po nečem, česar me vobče nismo imeli. Konec citata. Kljub temu, da vedno znova našteva, kaj vsega pri njih moti, Kranjčeva refleksija o njih deluje tudi kot nekakšno opravičevanje. Citat. Toda ali je bilo že naprej določeno, da morajo za vsako ceno postati žrtev revolucije, ali pa le niso ničesar storili, da bi se jim umaknili vzpoti, ali pa je bilo oboje? Konec citata. Prav težko je sprejeti, da bi zato ne imeli domovine, ker da so brez nje bolje shajali. Citat. Židje so zazeli cel svet, toda domovine si niso ustvarili nikjer, ker ji niso potrebovali. Potrebovali pa je niso, ker so mogli brez nje bolje živeti. Niso vedeli, kako krvav davek bodo nekoč plačali, ravno zaradi pomanjkanja še tako borne domovine. Bili so izvoljeno ljudstvo, toda brez domovine. Imeli so staro zgodovino, vse od prvega človeka so jo navezovali, toda dvakrat premagani svoje zemlje, si je tretjič niso znali poiskati še tako zamočvirjenega močvirja, da bi se zrasli z njim. Konec citata. V skladu z družbenim nazorom, za katerega se je odločil, je bila revolucija Kranjcu ljuba literarna snov. Tiste prave, uvožene iz Rusije, njeni prekmurski kreatorji niso dokončali, pač pa so doživeli močvirsko revolucijo, ki je bila navadno ropanje, izraz pohlepa, lakomnost, strast, simbolno poimenovano z geslom večerja. Na najbolj revni vaški proletariat, temveč tisti, katere lačne so oči, vdirajo v židovske trgovine in grabežljivo odnašajo trgovsko blago, pri tem pa ga veliko pomendrajo in poteptajo in naredijo škodo trgovcu in sebi. Neimenovani Žid v delu Pesem ceste, Žid Aaron Hohner, Pisarna, Žid Rajh, Mladost v močvirju, Žid Bergman, Režonje na svojem, so variacije ene in iste najbrž realne osebe s tipičnimi lastnostmi, ki mu jih pripisuje revni privaščani. Bogat, samopašen skop. V vas pridejo reven, kot so sami in nepošteno bogati na njihov račun. Taka je njihova razlaga in vtis za njegovo gospodarsko sposobnost in iznajdljivost. Prav tako se iz romana v roman ponavljajo scene z vojaki, v vrsto katerih se omenjeni židovski trgovci vrnejo le toliko, da dobijo večino nagrabljenega blaga nazaj. Krivi ali nekrivi so deležni kazni, sami pa se z družino odselijo v mesto. Stalna figura ob teh večerjah je izjema. Ropanje je zmeraj
spremlja revni sosed, ki zaradi službene dolžnosti varuje vas in se ne dovoli nobenega nepoštenega dejanja, ga kljub temu njegovi pripovedim zagrešijo njegovi domačini. Ko ugotovi, da se niso držali njegovih navodil, zahteva, da pridobljeno blago, milo in sladkor, četudi v majhnih količini, vrnejo. Kranjec se tu, po zaslugi njegovega poštenega očeta, izkaže za globoko etičnega avtorja, tudi zato, ker se znova in znova vrača k motiviki. To je najbolj izpostavljeno v noveli o Režoni, ki mu prisvojeni Židov denar teži vest, čeprav z njim potegne družino iz revščine in si svoje ravnanje razlaga za razredno družbeno logiko. Jožef Smej na drugi strani, kot da hoče popraviti oziroma dopolniti Kranjčevo enostransko podobo o pripadnikih izvoljnega ljudstva, nekdanji ogrski madžarski pokrajini, poseljeni Slovenci. Judovsko problematiko povzdigne v duhovno območje. Jakob Gonaj, starejši, se je poročil s kristjanko, a ga je zaradi potujočega godca pustila na cedilu in mu pustila njuno slepo hčerko Rebeko. Oče je kljub razočaranju dosledno vzgajal krščanstvo in tudi sam prebira Sveto pismo, ne le stare zaveze, temveč tudi evangelije. Njemu se pri njih kaj zatakne, medtem ko hčerka Rebeka živi iz njegovega sporočila. Čeprav ji v Smejevem biografskem romanu Franz Ivanoci nedvomno da vedeti, da je ne računa nanj, iz spoštovanja njene ljubezni do njega po nekaj desetletjih njen oče v času hude madžarizacije, ko zaradi prizadevanj za enakopravnost slovenščine preganjajo duhovnika Ivanocija, temu z velikodušno odločitvijo izkaže ljubezen v dejanju in resnici, ko mu reši dom. Le Goldensternova božji, Kranjec nikoli ne uponese kakšne lastnosti, ki ga pri židovskih dekletih tako motijo. Ali zato, ker je tako ubožna, da ji oče celo ne more priskrbeti židovskega para, ali zato, ker je obletavala dva samooklicana revolucionarja. Franz Zadravec pravi, da Kranjec hoče v Rdečem gardistu pobotati kmete in žide, vendar se mu to ne posreči. Weissova Heli se ne more več ponašati s prislovičo poštenostjo, s katero da se po Kranjčevi interpretaciji ponaša njen rod, in tudi vzvišenost je po njegovem več ne pripada. V noveli v njej se z dveh vidikov dotakne razmerja med judovstvom in krščanstvom na eksistencialni ravni. Pravzaprav smo priče razkrajanju vrednot, ki jih zagovarjata obe veji svetopisemske tradicije. Iz pregledane literature ni zaznati, da bi ta problem kje bolj na široko razvil. Kranjec se zaveda delikatnosti, s katero obravnava židovsko problematiko v svojih knjigah, toda mimo resnice, kakor je o njih zaznala njegova osebna življenjska izkušnja, ne more. Vtis pa je, da je šlo pri njem tudi za njegov psihološki vozel, ki ga ni mogoče razvezati in pozdraviti rano. Citat: Židje, toda če so ostali Židje, niso znali biti niti sosedje. Konec citata. Zgodba o mali Iliš, ki se želi sosedovega fantiča pri igri in se ne sramuje iti z revno oprevljenim z roko v roki, z njim v prvi razred, je ena najlepših scen iz Kranjčeve proze. Vtis je, da je vzvišenost, ki avtor pripisuje premožnim sosedom, lahko tudi projekcija lastne večvrednosti do njih. Zakaj jim kar naprej učitati vzvišenost in izbranost med vsemi narodi sveta, če pa jo je posledic z njeno materjo vred, ki mu je puščala namazan kruh, da se je kot otrok raje igral z njeno hčerko, doživel on in prezrl, lačno in popolnoma brezpravnem položaju, ko sta drugi svetovni vojni po njegovi vasi obuboženi prosili za preživetje. Je razumljivo. Nacisti so prebivalcem to prepovedali in za Kranjca kot agitatorja komunistične partije je bilo to še toliko bolj nevarno. Toda zakaj že naprej podoživljati njun tragičen konec? Je to napisano z obžalovanjem ali škodoželjno? Citat: Stara se bo poslednjič nasmehnila, poslednjič bodo zablesteli njeni zlati zobje, ki jih bo za 1 leto dni SS-ovec še živi izbijal iz čeljusti, taknil svoje škatlo zlatnine, če bo seveda priromala do taborišča. Tudi Iluš se bo poslednjič nasmehnila, celo tako klecnila s kolenom, ko v otroških letih. Konec citata. Miško Kranjec se je izvil iz prvotno krščanskega habitusa in postal izrazito socialno angažiran pisatelj. To je zaznamovalo tudi njegovo stališče do Židov, ki jih imajo njegove literarne osebe kot revni vaški ljudje za izkoriščevalce.
Kljub temu, saj za tukajšnji namen upoštevana Kranjčeva literatura daje veliko priložnosti za primerjavo z literarnim opusom Ivana Cankarja. Začne se že z njuno revščino, nadaljuje številnimi asociacijami v njuni kompoziciji in motiviki in doseže vrh v izjemni etični občutljivosti. Jožef Smej na drugi strani je že kot katoliški duhovnik zavezan evangelijskemu poslanstvu, ki mu tudi drugi vatikanski koncil do sorodnih verstev narekuje dialoško držo. Judje iz njegove literature so globoko verne in etične osebe s pridihom tragičnega. Tako, hvala lepa, to je bila razprava dr. Stanonikove. Hvala za pozornost.